Spoštovani, lep dober večer, cenjeni gost, draga publika. Lep dober večer vam voščim s hvaležnostjo, da boste delček svojega večera delili z nama, ko bova predstavila zadnjo pesniško zbirko Vinka Möderndorferja, nocoj izključno v vlogi pesnika. Prav ta samota, ta naslovni pomen, temeljni pomen te pesniške zbirke, kot pravi avtorica spremne besede, pred nas postavlja temeljna vprašanja bivanja. Bi rekli, spoštovani gost, da lahko na tako zahtevna vprašanja, temeljna življenjska vprašanja, pravzaprav zares odgovarja lahko samo in edino pesniška resničnost oziroma pesnik. Ja, najprej dober večer, hvala, ko ste prišli. Ja, se mi zdi, da je poezija prav poklicana, za to, da lahko seže v neke resnice življenja globje, tako nekako z jezikom, z metaforami, lahko veliko več pove. Poezija ni opisna, je stvar tudi intuicije, občutja. Tako da, ja, se mi zdi, da ja, tudi jaz pravzaprav pa poezija, v poeziji, v dobri poeziji, če se ji prepustiš, ni treba iskati neke realistične logike, Treba se ji je prepustiti in potem te ona očara za svojimi metaforami in če so te metafore fino, dobro, skupaj zbrane, urejene, oziroma da imajo, niti ne urejene, poezija ni treba, da je urejena, ampak da imajo nek žar, neko notranjo energijo, lahko povejo marsikaj, tako nekako se mi zdi. Je pa res, da niso vsa življenjska obdobja pesnika Mislim reči, da pesnik v različnih svojih življenjskih obdobjih pač drugače razume svet. Ko sem bil mlad pesnik, ker pač biti pesnik pomeni biti, to je stvar mladosti, vsi pravzaprav, ko smo mladi, skoraj ni človeka, ki ne bi pisal pesmi, tudi če pol ne, ampak ta mladost je povezana z nekim hrepenenjem da bi nekaj povedal, Pa hkrati pa nimaš ne izkušenj človeških, ne dosti besed, ne dosti znanja, da bi... In ponovadi so mladi pesniki pesniki ljubezni, Zato, ker ljubezen pa že spoznavamo, Pol kasneje pridejo še druga spoznanja, da ni samo ljubezen, ampak je tudi razhajanje, razočaranje. Ko nam okoli začnejo umirati naši bližnji, je potem spet to za pesnika neko novo doživetje, neveselo, jasno. Tako nekako se mi zdi, tako kot se razvija življenje, tako tudi pravzaprav se razvija pesnikova poezija. Ampak ja, v mladosti se mi zdi, da smo vsi malo pesniki in to je tudi pravica in žar mladosti. Jaz enačim poezijo in mladost, rečem, to je isto. Poezija je, ja, poezija je mladost, tako nekako se mi zdi. To sem vas morala vprašati, ker ob vašem izjemnem opusu, ker ste dramatik, esejist, gledališki, filmski, televizijski režiser, zajet med bralci, tako med otroci kot mladostniki, vi res vseskozi trdite, da ste v teh umetniških disciplinah najprej pesnik in da so vse ostale umetnosti nekako samo pojavne oblike poezije. To je res ena zelo močna izjava, ki jo izrekate pravzaprav v katerikoli družbi, tudi če ste v družbi režiserjev. Ali se motim? Ne. Sem globoko prepričan, da je poezija začetek vsega, da je v vsaki umetnosti, slikarstvu, tudi arhitekturi, glasbi, da je pravzaprav osnova poezija. V glasbi mogoče zelo podobno kot
kot pri poeziji, ne? Ker glasba je tudi stvar emocije, stvar intuicije, prepoveduje brez besed, pesnik pa prepoveduje z besedami, ampak tudi, ne, tako proza je nekaj drugega, no, se mi zdi, ja, tako da se mi zdi, da sem, pa tudi sej, če preberete kakšen dober roman, recimo, ne, pa da vam je všeč, ali pa če gledate kakšno dobro sliko v galeriji, ali pa kakšen dober film, ponavadi rečemo, to je pa kot poezija, ne. Tako zelo velikokrat dobre stvari ali pa tiste, ki se nas dotaknejo, tako nekako enačimo s poezijo. In jaz mislim, da ja, da je poezija, da so filmski ustvarjalci, pesniki, samo da ustvarjajo svoje pesmi z slikami, gibljivimi slikami, podobnimi, gledališčniki isto, igralci isto, ne. Seveda ta igralčeva poezija, ne, kadar je res dober, kadar nam res nekaj pove, kadar se res oživi, je ta njegova poezija je zmuzljiva v času, je takrat, ko se to zgodi, poje pa ni več. Tako da jaz mislim, sem prepričan, da je poezija v vsaki umetnosti, ne. Zato tako nekako, mogoče bom jaz, kaj vem, kot prozaist pustil v slovenski literaturi celo večjo sled kot pesnik, ne. Ampak vseeno gojim ta pesniški, ja, gojim poezijo, tako se mi zdi. Ko sem študiral, začel sem seveda kot pesnik, kot mlad pesnik, zagnan, dolgo sem iskal nek svoj pesniški izraz, veliko pesmi v mladosti so bile pesmi, ki so mi jih inspirirali ali pa navdahnili drugi pesniki, ne, različni pesniki, tako nekako, tako da je moja poezija, tako jo je premetavalo. Malo je bila šalamunska, malo je bila taka, malo je bil Kosovel, ne, Kosovel je bil, to je bilo odkritje, ne, ko sem odkril kot najstnik Kosovela, so se mi odprla literarna nebesa, on mi je odprl vrata v neke pokrajine. Nisem vedel, da se da z besedo toliko povedati, ne, Kosovel, pa da se da tako, ne vem, te konstruktivistične pesmi, ne, so me učarale, ki pa imajo vsebinski naboj, hud, ne. In to je bilo zame čarovnija, bolj kot Šalamun, ne. Šalamun je v tistem času bil razvpit pesnik, še tudi danes je absolutno pomemben pesnik, ampak ni me toliko prevzel, v bistvu. Me je, seveda, ja, njegova igrivost, to, kaj si vse upa, to se mi zdi zelo pomembno, ne. Da si je treba, če si pesnik, moraš si upati, si moraš uporabljati besede, ne smeš imeti zadreg. Ne smeš imeti zadreg pred besedami in tudi ne smeš imeti zadrego pred samim sabo, kar želiš povedati, ne. Nobene blokade ne sme biti, takrat lahko nastane dobra pesem, se mi zdi. No, in še, ne, še kakšni pesniki so name zelo vplivali. Pol sem pa nekje našel svoj izraz tam pri eni tretji pesniški zbirki, ne. Se mi zdi, da sem ujel nekaj, kar je moje, ne, oziroma neko dikcijo, neko poezijo, nek svet, ki se mi zdi, da je moj, v katerem se tudi dobro počutim kot pesnik, ne. Pol pa sem zdaj našel neko gimnazijsko, v antikvariatu so mi prinesli neko gimnazijsko mojo pesem, ker sem jo izdal na ciklu Stil v gimnaziji, 16 let sem imel in šola mi je dala na razpolago ciklu Stil, to najbrž, se še spomnimo kaj, ne. No, tega ni več in pa sem to je bil tak. In pa sem par tistih distribuirala je to gimnazija, pa sošolci, pa jaz sem pa hodil, ne, z rutico kot mladi Puškin ali pa Lermontov okoli in sem se imel prav fajn, pa sošolke so me imele rade, ker sem v njih pesmi pisal, no, tako. To sem zelo hitro ugotovil, da imajo punce rade poezijo, ne. Sploh, če je njim posvečena, no, ampak to je šala, to ni bistveno. No, in sem seveda to knjigo dobil iz leta 73, 72, skratka 14 let, 15, koliko? 15. No, in sem ugotovil, da dobro, so pesmi, so okorne, govorijo
še najbolj iskreno govorijo seveda o ljubezni, ko hočejo biti žalostne pa zapuščene, niso toliko iskrene, niso toliko dobre, ker še nisem imel teh izkušenj. Ko govorijo o smrti, niso. Ne. Seveda jasno, da niso dobre. Ne. Ampak hočem povedati, da sem pa v mnogih pesmih že takrat zasledil to dikcijo, ki sem jo potem usvojil kot svojo poezijo, no, ki jo tudi danes uporabljam. Ne, seveda, tako ne, ampak tako da, ja. V bistvu se pesnik hkrati se spreminja, ampak spreminjajo se njegova doživetja in doživljanje življenja v svojem pesniškem glasu, pa se ne spreminja, ampak se razvija. To nekako. Ja, tudi mi bralci, a ne, jaz sebe deklariram kot velikega ljubitelja poezije in brez poezije mi živeti ni, tudi bralci rastemo, ne. Poezija ima to magično moč, v njej se pretaka nek heraklitski čas, kadarkoli se potopimo v neko pesem, a ne, je izkušnja bralca nekoliko drugačna, ne. Tudi v bistvu z neko zrelostjo beremo poezijo skozi leta, mogoče istega avtorja na drugačen način, ne, nas na drugačen nagovarja. Pesniška zbirka Samota, ki jo nocoj predstavljava, ima 4 razdelke: Vzdih, izdih, V tej deželi se ne bo dalo več živeti, Nekdo drug in Nemoč poezije. In pred nas, bralce, se nekako res na zelo kompleksen, veličasten, tak slikarski način izpričujejo pravzaprav prizorišča samote na temo ljubezni, na temo spomina, na temo doma, minljivosti, niča, pa tudi nemoči pesniške besede. Tako se mi je zazdelo, da je pravzaprav vaša poezija tako prav en kos stvarnega sveta, kruta, zelo kruta, nikakor enoznačna, v njej se skriva mnogo precej krvavo utripajočih plasti, polna je kontrastov. Zelo, zelo pa se me je dotaknila pesem Srednja Evropa. Bi kar takoj skočili v knjigo, ker po mojem je najlepše zaplavati, ko skočiš kar direkt. A je možno, da je morda vi preberete? Ja, lahko jo preberem, ja. Jaz nisem dober bralec, tako da boste razočarani. No, ampak hočem povedati, da sem tudi jaz se imam predvsem za bralca. Biti dober bralec tudi ni kar tako, ne. Niso vsi ljudje dobri bralci. Imamo ljudi, ki veliko berejo, pa niso čisto dobri bralci. Imamo pa ljudi, ki so dobri bralci, ne. Tudi biti bralec je na nek način talent, no, tako nekako. Vidiš tančine, vidiš tisto, kar je avtor hotel povedati, ali pa celo vidiš tisto, kar se niti avtor ni zavedal, ne. Skratka, dober bralec je velika stvar, ne. Tako, jaz se imam za bralca. Dobro, tudi moj poklic gledališkega režiserja je tak, da berem neprestano neke dramske tekste in tako naprej. Tako da najbrž me je tudi to izostrilo v branju. Tako analitično branje, kakršno je pač potrebno, če delaš v gledališču. Ampak berem poezijo, tako kot ste vi rekli. Vsak dan berem poezijo. Tako včasih kar nas slepo tako zatipam po knjižni omari in potegnem kakšnega pesnika ven in odprem knjigo in preberem pesem in tista pesem je vedno prava. Vedno je tista, točno tista, ki je, ampak res, ja, ko more biti, res, dan pravzaprav vedno začnem s poezijo. Doma imam ogromno poezije, ker jo celo življenje zbiram in se mi zdi res, poezija se mi zdi. In pol tudi s tisto pesmijo živim, nekako tisti dan. Pa zdaj, ko so te pametni telefoni, pa jih lahko tudi slikaš, ponavadi tudi te pesmice poslikam, pa jih pošljem okrog, pa da jih delim, ja, tako rekoč. Ampak ne, hočem povedati, da ja, poezija je del mojega vsakdanjega življenja, absolutno, bolj kot karkoli drugega, ne. Delim z vami isto, pa bi zdaj izkoristila, ko ste rekel, da ne berete dobro, najboljše, a mi dovolite to prevzetnost, da jo preberem jaz? Ja, lepo. Ker ta me je pa res popolnoma prevzela. Srednja Evropa.
Dovolj je praznega neba, je rekla roka in se odtrgala od telesa in postala oblak. Zdaj lebdi nad Prago in nad Dunajem potuje čez Budimpešto. Spušča se nad Srednjo Evropo, dotika se z blazinicami meglic vsakega, ki spodaj potuje mimo. Jaz sem otrgana roka, prepeva svojo balado. Nekoč sem pisala pesmi, zdaj nalagam znižane izdelke v nakupovalne vozičke. Ja, res. Dobro ste prebrali, super. Ja, to je iz tega razdelka, pravzaprav, ki so malo bolj angažirane pesmi. Ne? Ta pesniška zbirka je nastajala, pesmi imajo tudi to fino moč, da jih v resnici ni, če je pesem dobra, jo ni treba razlagati. Ne? Če pa moraš razlagati, pa ne, pesem ni dobra. Ne? Jaz mislim, da je ta pesem fina in da je jasen, kaj bdi nad našo Evropo, ne, in kaj se je vse spremenilo. Ta pesniška zbirka je nastajala, se ponavadi napišem. Med letoma 2018 in 2021 med Parizom in Prulami, ta tektonski premik časovni, predvsem pa krajevni, me je malo presenetil, ker nisem tako kot bralec začutila ločnice te krajevne. Ne, saj ni toliko pomembna, ne. Niso to pariške pesmi, ne, ali pa ne. So pa nastajale tam, ne. Bil sem pred korono, a je bilo to pred korono? 2018? Ja, seveda. Pred korono, ja, točno, ker sem prišel nazaj, sem bil pol leta v Parizu. Ja, pol leta v Parizu, ko smo prišli nazaj, januarja pa že bila, ne, ta nesrečna korona, ki moram reči, da me ni kaj dosti prizadela, ker sem kar užival, da sem lahko, da se mi ni treba zmišljevati ljudem, da bi bil sam. Je bilo to kar, ja, tako nekako. No, in je nastajala takrat v Parizu, ampak niso to pesmi, ki bi bile tako vezane na tisto, ampak tam je bil en tako fino razpoloženje za poezijo je bilo, ne, za poezijo pa za slikarstvo. Sicer sem šel, sem dobil nek pariški, francoski, kako se reče, ta rezidenco, ne, to pomeni, da ti dajo stanovanje in potem ti tam živiš, ne, stanovanje ti dajo, ampak to je za Pariz blazno veliko, ne, če dobiš, da si tam, in to je bilo v Mareju, čisto v centru, nasprot Notre-Dameske cerkve na Uniji obali. Krasen, fantastično, ena taka fina soba s črno plesnijo nad posteljo, res, črna plesen je bila tako nad posteljo, sem jo gledal, postelja pa stranišče sta bila v isti prostoru, tako za neko, ja, pregrado, ki pa ni bila pregrada, pa potem še ena soba, perfektna, dva okna s pogledom na temno francosko dvorišče, super je bilo. Res je bilo super, prvo sem bil malo presenečen, pa sem celo pol nekako rekel, da bi jaz mogoče sem šel tja, ne, to je umetniški center, cel kvart je, to so ljudje iz celega sveta dobijo te prostore. Pa so rekli, da so se zelo potrudili, da je ta ena boljših, ne, so rekel, v redu. In pa sem se kar navadil, sploh ni bilo problem, no, ampak to je tak, zelo romantično je bilo, no, tako, ne, pa se, in pa namen sem imel pisati en roman, ampak sem pa vedel, da moram, če hočem res napisati tisto, kar želim, da moram 4-5 ur doma pisati, ne, sedeti, ne, doma pa pisati, tako se piše roman, ne, če ga bom pa tako, če si malo razporedim, ampak to pomeni, da če zjutraj vstaneš ob 8, pa 2 ure, 3 ure se nekako pripravljaš, pa je ura 11, 12, pa pol ob 6 zvečer lahko greš šele v Pariz, ne. In se mi je zdel škoda. Sem rekel, nič, bom jaz eni drugi priložnosti pisal ta roman, bom jaz raje Pariz užival, ne, ker tam je pa res kaj videti, ne. Saj nisem bil prvič v Parizu, ampak prvič tako dolgo. Tako da je potem pravzaprav
tudi zaradi tega je vse skupaj se zgostil na poezijo. Ne. In ta samota, ki jo čutiš v tujini, ker jaz ne znam francosk, ne. Učil sem se v gimnaziji francosk, ampak je profesorica obupala nad mano. Danes mi je seveda jasno, zelo žal, ne. Ampak malo znam, no, toliko malo več razumem, kot znam, no, tako hočem povedati, da bi pa bral, ni šans, ne. Pa Angleži, Francozi so se tudi spremenili, se spomnim, ko sem bil pred 20 leti tam ali 50, da niso hoteli angleško govoriti, ne, so bili tako, ne. Ja, tako da zdaj so bili bolj prijazni, ne, do mene, ker sem tam anglešk nekaj z njimi hotel govoriti. Ampak vseeno, v tujini si bolj sam, kot nekako je ta samota drugačna, ne. Si sredi vrvenja nekega sveta, ki ga ne poznaš, blazen je zanimivo, sploh če si v takih velikih metropolah, ampak znotraj tega si na prijeten način sam. Tako nekako se mi je zdelo. In ta samota je ugodna za poezijo. Samota je tako, takrat si sam s svojimi besedami. Če si pa sam s svojim jezikom, s svojimi besedami sredi sveta, ki nima istega jezika, je pa to še bolj ugodno. Tako nekako prav hodiš po mestu in nihče ne govori slovensk, ne, in ti prihajajo te prav besede v misli, metafore v misli, stavki v misli, ti prihajajo v misli tako na en poseben način, tako kakor da hočejo. Ja, da slovenski jezik hoče priti v tvoje možgane. Tako, ne znam povedati točno, ampak ja, zelo ugodno je. In tako je bilo v Parizu zelo fino in je nastal velik del teh pesmi je nastal v Parizu. Ponavadi tako 3 leta, da ena taka zbirka nastaja, 3, 4, 3. Ta je nastajala 3. Pol veliko pesmi sem napisal na Prulah, ne. Zato je Prule Pariz, ampak zakaj bi bile Prule kaj manj od Pariza, ne. Ampak res, ne, na Prulah stanujem, to je en lep del Ljubljane, tam so malo pri starem delu Ljubljane skoraj. Tako lepo. No, zato je to tako, ne. Ja, mogoče bi se bolj slišali pariške pesmi brez Prul, ampak resnica je, da so tudi Prule bile pomembne. Bi morda naslovno pesem prebrali ali pa ena mi je bila tudi zelo všeč, Izgubil sem mnogo predmetov. Ali pa Moja domovina. Ta se mi je tudi zelo... No, te pesmi so seveda zelo intimne. Niso toliko ljubezenske, ker sem seveda že malo starejši, pa nisem več toliko strasten, ne. Očitno, ampak pri poeziji se ne smeš nič siliti, se mi zdi, ne. Da moraš samo zasledovati te občutke in ko so občutki tako nekako zreli in ko sami želijo se ubesediti in moraš dati to priložnost tem občutkom. Ne smeš se siliti. Kar ne pomeni, da nisem to počel, ne. Včasih se ti zdi, da moraš napisati pesem, pa veš v čem, ampak ne da se z razumom pisati pesmi, treba razum izklopiti, vklopiti čustva, vklopiti neko intuicijo in potem lahko nastane. Predvsem pa moraš živeti kot pesnik, ne. Tako nekako moraš, ja. Ni pa ta pesnik, o katerem vi govorite, saj jaz kot bralec ga nisem začutila, ta pesnik je zelo realističen, a ne, zelo živo, saj jaz sem ga tako začutila, živo opisuje in odnos do smrti, odnos do recimo svojih staršev, odnos do doma, do svoje države, do države, ki na krut, nečloveški, razčlovečen način nekako rokuje s tujci, begunci in tako naprej. Na drugi strani je pa ta pesnik, ki pa je čutiti močan pridih erosa, no, tako da se kot bralec tudi zdrzneš ob teh erotičnih prispodobah, zelo plastičnih, tudi tako. A res? Ja. Super. Jaz sem pa se bal, da ni več tega v meni. Je zelo, zelo prisotno. No, ne, so pesmi, seveda, živeli smo pač v takem času. No, čas, v katerem živi pesnik, vpliva seveda na pesmi, ne, sploh. To ni, pesnik ne sme živeti tako, kot so mogoče
nekoč mislili ali pa mogoče še danes kakšni mislijo, ne sme živeti izoliran od sveta, ne sme živeti v svojem slonokoščenem stolpu poezije. More živeti v svetu, ja, ker more reagirati na svet. Se mi zdi, da pa sploh danes živimo vedno bolj, ko se kot posamezniki moramo odzivati na svet. Ne. To skoraj zahteva svet od nas. Ne. Tako da ja, veliko pesmi je nastalo tudi iz odzivov na neko situacijo in tako naprej. Kaj vem, danes mogoče bi drugač, ne isto pesem napisal, ampak takrat sem pač tako čutil. Zato je tudi ta razdelek v tej knjigi, v tej deželi se ne bo dalo več živeti. To se mi je v nekem trenutku zazdelo, da če bo šlo tako naprej, da se ne bo dalo več živeti, no, tako nekako. Se ne vem, ja, lahko, ampak ja, vem, vidim. Lahko je preverim, ja, seveda, jasno. Moram še nekaj povedati. Pesmi so, seveda jasen, pesnik, pisatelj, slikar, vsi pravzaprav želimo ustvariti neka občutja, ne, neke podobe, ki bojo preživele svoj čas, ki niso in včasih, ampak ni to nujno, da je to bistvo poezije. Poezija lahko tudi absolutno izhaja in komentira čas, mogoče celo na satiričen način, ne, to je Svetlana Makarovič zdaj v zadnjem času izvrstno naredila, ne, mi smo sicer vsi šokirani, ampak to je zvrst poezije, ki se ji reče satirična poezija, ki je nismo poznali na Slovenskem, nikoli na ta način in ona seveda to mojstrsko naredi na svoj provokativen, hudoben, zloben način in je izvrstna, ne. To je in tudi seveda izvrstna pesnica je, ne. Jaz ji rečem, da je naše narodno bogatstvo. Kar je res. No, ampak vseeno, no, v glavnem poezija ima več oblik, lahko je že iz antičnih časov, lahko je zelo direktna, lahko je zelo sarkastična, lahko je zelo intimna. Skratka, nekako tako. No in tu je ena pesem, ki je bila en tak moj grenek odziv na nek trenutek v času. Se pa seveda te trenutki ponavljajo, ne. Vedno prije, sploh zdaj, ko živimo v takem turbulentnem času, menjavanja vlad, menjavanja politikov, ki so prišli dobesedno s ceste, ki niso niti vredni, da bi bili politiki, ampak seveda demokracija jih pripelje, ogromno ljudi, ki strežejo sami sebi, namesto da bi upravljali državo in tako naprej. Kar pač doživljamo Slovenci, mogoče še na poseben način, ne, ker se spopadamo z demokracijo pravzaprav šele 30 let, ne, s tako demokracijo. Ne. Nočem reči, da je bil prejšnji sistem absolutno nedemokratičen, bil je drugačen. Tako da in tudi Evropa, ne, in cel svet se pravzaprav živimo isti vzorc, no, tako nekako se mi je zdelo. In tako je nastala ta pesem, ki ima naslov V tej deželi se ne bo dalo več živeti. V tej deželi se ne bo dalo več živeti. V tej deželi je preveč poti, resnic, pogledov vstran, preveč tistih, ki jih poznaš. V tej deželi je preveč slepih ulic, premalo različnih hiš. V tej deželi so besede brez vrednosti, celo beseda dežela ima drug pomen. Dež, deževje, gnijoča voda do grla. V tej deželi iščeš in ne najdeš. Izmika se dežela, ljudje, pogledi. Tako malo je zraka, tako veliko je jeze. To je taka pesem. Ta razdelek, ki ima predvsem takšne podobne, ta mi je všeč. Podobne pesmi
ni velik, no, ni veliko pesmi. Več je seveda drugih pesmi, o ljubezni, kaj pa vem. Ampak bom prebral iz tega cikla še eno pesem, ker se mi zdi dobra. Prisegam. Ne bom več jedel radioaktivnih odpadkov, pil petroleja in se sladkal s svincem. Ne bom gledal stran in ne bom hodil na nedeljske izlete v podeželske klavnice. Ne bom lagal, da me žalostne oči zaklanih živali ne ganejo do solz. Ne bom sodeloval v barvanju oblakov, v modrikasto zeleno in potem še v katranasto črno. Ne bom nosil zastav, ki vihrajo z hiš laži. Ne bom legal ob toplo kožo brez ljubezni. Ne bom se izrekel za krožišča. Ne bom več živel, če ne bodo prišle srne iz gozda, brez strahu lizat sol z mojih dlani. To je bilo blazno zanimivo. Pa se ne vem, ampak ena podoba je bila pri tem covidu, ko so bile pač, ko je bilo celo prepovedan ven jeti. Tako nekako, no. Vse ni bilo tako hudo. No, ampak je bilo zelo zanimivo, kako je pa prometa ni bilo, pa nič ni bilo, kako je, sem prišel po parih dneh ven, pa sem šel skozi mesto, je bilo seveda prazno, kar je bilo zelo fajn, in zrak je bil čistejši. Prav dober zrak je bil, ker ni bilo prometa. Pa sem šel v Tivoli in po, ne vem, mogoče 14 dni, 3 tednih zaprtja, so v park prišle srne. Kar prišle so, začutile so, da ni več ljudi in so prišle in kako hitro se to zgodi, pravzaprav. Ko se umakne človek, so prišle in so kar hodile in tudi jaz jih nisem prestrašil. Tako nekako so začutile, da ni več človeka in mi je zdelo, da je zelo, da je vse zaživelo na en drug način. In da bi mogli nekaj tega ostati, da bi mogli bolj paziti, da bi mogli na živali bolj paziti, na zrak bolj paziti. Vse to bi moralo ostati. Ostale so pa delo od doma, to je ostalo. Sploh vprašanje, kakšni zagovorniki zarot bi mislili, da so te negativne spremembe, ki so ostale v našem življenju, da so bile pravzaprav namen tega. Jaz ne mislim tako, ampak kakšne stvari so ostale. Delo od doma je, čeprav se ljudje dobro počutijo, ker ni treba v službo jeti, ampak v resnico pa cel dan v službi, ker so doma in cel dan imaš računalnik odprt in cel dan delaš, v bistvu delaš več, delodajalcev pa ni treba plačevati pisarn, ogrevanje in tako naprej. To je temna slava. Ne rečem pa, da se kakšne službe mogoče ne dajo od doma, ampak delo od doma je grda zloraba, se mi zdi, ki nam je lahko na videz všeč, ampak v resnici je katastrofa. Delaš več, delaš za isti denar, delaš v svojem stanovanju in prostega časa imaš manj, kakor se zbudiš, lahko greš že v pižami za računalnik in že delaš, ko kavo piješ, že delaš. Tako nekako se mi zdi, da to je samo oblika še večje izkoriščenosti človeka. V večini primerov. In še kaj bi lahko, tudi šolanje nadaljavo, tudi kar je sledilo večjem ukinitvi učbenikov, ker je vsi bolj priklenen na informacije z interneta in pol. Skratka, veliko negativnih zadev je kar ostalo, pozitivnih pa zelo malo. Takoj smo spet onesnažili zrak, srne so takoj pobegle nazaj v gozd, kakor smo prišli ven. Tako nekako iz takih občutij, zdaj to govorim, zato da bi, iz takih občutij so nastale mnoge od teh pesmi. Avtorica spremne besede Laura Repovž pravi tudi, kljub temu, da nas nekako
postavite v neko skrajno lego in da nenehno v poezijo obračunavate s smislom, pa je vedno najti nekakšno, iz negotovosti vedno se najde rešitev, da je treba pogumno stopati naprej, da je treba pogledati niču v obraz, da se ni treba udati, a ne. Tudi tukaj v eni od svojih pesmi pravite, ko se izrabijo vse besede, moram iznajti novo, rojeno iz molka. Ko se oddali hrup, rečem, ni mi mar za tišino, napolnil jo bom s pesmijo. Lepo. Ja, res. To je ta pesniška presežnost, a ne, in v dobri poeziji je, tako je pač, v kateri je včesana pač neka osebna izkušnja, a ne, ampak če je pesem dobra, a ne, presega čas in prostor. Jaz nisem noter videla, pravzaprav me je sram povedati, ker rečem, ja seveda se je nastajala v času covida, ne, ampak jaz ga nisem, jaz sem neko drugo samoto videla, ki je pravzaprav tudi neka polnost, ne. Ja, to ni ukajoča zbirka, ne. Zdaj sem pa sam. Človek je tako vedno sam, od trenutka, ko se rodiš, si samo in do trenutka smrti si sam. Samo včasih se nam zdi, da nismo sami, ampak v resnici smo sami in tako je tudi prav. Se mi zdi, ne bi smeli biti pa osamljeni, ne. Biti sam in biti osamljen, to sta dve različne stvari, ne. Osamljen ni fajn biti, sam pa ja. Sam se mi zdi, da je fino. Tudi če si sam in deliš to svojo samoto z nekom, je še bolj fino, ne. Ampak biti osamljen je pa seveda nekaj drugega. To pa nihče najbrž ni rad in tudi jaz ne. To niti slučajno. Nastala, ja, v bistvu iz tega spoznanja, ki pa seveda najbrž je to spoznanje, ki ga mlad človek še nima, to, kar sem ravnokar govoril. Saj nisem nič kaj bistvenega povedal, kar ne bi vedeli, ne. Ampak vseeno, včasih kakšne stvari veš, ne, bereš knjige, bereš kakšne pametne ljudi, filozofe in rečeš, ima prav, ne, in to veš. Ampak to vedenje ni isto kot takrat, ko to vedenje pride iz tvojega lastnega občutja. Takrat je pa to vedenje res vedenje, ne. Ko sam prideš do tega, ne, do tega, kar ti je nekdo že povedal, pa si rekel, saj to vem. Ne, pa se zgodi trenutek, ko veš, da pa zdaj pa to čutiš, ne. Tako nekako se mi zdi. Tako da je nastala kot neke vrste hvalnica samoti, no. Tako nekako se mi zdi. Tako jaz to zbirko doživljam. Sestavljena je točno iz 100 pesmi. To je naključje, no. Tako da je prvi delovni naslov je bilo 100 pesmi. Pa tako, 33 pa ena, ne. Precej matematično, pa se pa ja, to me je moj prijatelj Boris Novak navdušil, predvsem, ko je bil on mlajši pesnik, zdaj ne piše več tako, je imel v glavi ta prvo konstrukcijo in je pol sestavljal te zadeve, to so bile Stihožitja, je bila ena zbirka, njegova prva. Jaz nisem nikoli tako delal, ne, tudi nisem vešč o tem, ampak tukaj je tako nekako nastal, pa se mi je pol zdel, ko sem sestavljal to knjigo, da bi, pa 100 je lepa številka, ne, tako nekako je 100 pesmi, tako 100 se fajn sliši, ne, 100. Ampak seveda pa sem opustil to, nisem dal tej zbirki naslov Samota, vmes so bile še variante 100 samot, pa nekaj takšnega, neumnosti v glavnem. Samota je pa enostavna zadeva, ki pove največ in je v bistvu bistvo te knjige. In a lahko preverjam zadnjo pesem? Zadnja pesem je samcata stoji in po vseh teh 99 pesmi
ki govorijo o ljubezni, o družbi, na en intimen način, o smrti, o materi, o očetu, ki imam kar naprej kaj za učitati, ne. Tako kot najbrž vsi, ne. Skratka, marsičesa se dotakne ta zbirka. No in na koncu, tako se mi je zdelo, kot da lahko poezija piše vsem, ne. Saj res lahko vsem piše, ne. Ampak hkrati pa poezija izpričuje tudi nemoč poezije, ne. Lahko je lepa, lahko je estetska, lahko piše čisto vsem, ampak je pa tudi nemočna pred kakšnimi stvarmi, ne. In tako je nastala ta pesem. Nemoč poezije je naslov. In s tem je zadnja pesem o zadnjem razdelku, ki ima to isti naslov. Nemoč poezije. Lastovka se je zaletela v okno. Iskala je prostor za gnezdo. Na steklu mojega okna si je zdrobila glavo. Jaz sem ravno pisal ljubezensko pesem, ko je počilo. Mislil sem, da je kamen, tako kot včasih, ko si stala pod oknom in sem ti potem vrgel ključe, da si prišla k meni. Zdaj pa je lastovka ležala na polici in drobno trepetala z nožicami. Vzel sem jo v dlani. Tam se je popolnoma umirila, kot da je našla prostor za gnezdo. Niti ljubezenska pesem ji ni mogla povrniti življenja. Sem mislila, da bo šla še majčkeno v poezijo. Vsekakor, jaz mislim, da so se vas te pesmi zelo dotaknile. Danes je pesniška zbirka Samota na voljo po promocijski ceni. Lahko si vzamete jo domov in posežete morda že naslednje jutro po njej ali pa danes večer. Pa morda danes bi vendarle veljalo, da posežete po kakšni pesmi, ki govori o dotikih, o ljubezni, o erosu, o neprecenljivi moči ljubezni. To je en poseben razdelek, kjer so v bistvu tudi ljubezenske pesmi, pri čemer nas nagovarjate, bralce, ne ta eterična ljubezen, ampak ta prav konkretna, dotipna, ne, telo ob telo. Se morda poraja kakšno vprašanje strani publike? Kako veste, da je pesem končana? Napišete jo in veste, to je to, ali se vrnete k njej in o njej še premišljujete? Ja, včasih je kar končana, ne, kako veš, ne. Včasih pa potem še moraš malo razmišljati o njej pa jo popravljati. Najboljše so te pesmi, ko ni treba nič popravljati, ko so res tako privrele in so kar same zase, kakor da so samo tebe izrabile, da bi bile napisane, ne. Ampak ja, ampak to ne velja za vse. Večino pa kar iščeš besede, spreminjaš metafore, ampak ne smeš pri tem biti preveč racionalen, ne. Ker včasih tudi pesnik pokvari svojo pesem, ne. Jo popravljaš in pol na koncu ni nič, ne. Ker je, in je tako, da je treba zelo pazljivo nekako delati poezijo, delati pesem, nekako se družiti z njo je treba zelo pazljivo. To je tako krhko tkanje, hitro ga razdreš, ne, lahko, ne. Lahko ga pa seveda tudi izboljšaš, no. Včasih je pesem, jo napišeš, pa se ti zdi slaba, pa kar malo pozabiš nanjo, pa odkriješ čez nekaj časa, jo pogledaš, pa rečeš, pa vse je fajn, ne. Je bila v redu, ne. Tako nekako, ja, neka distanca ali pa ne, ali pa se takrat, ko si pisal, te je nenadoma postal strah svojih čustev, ne. Ker v resnici je to pisanje pesmi je razkrivanje.
Ne, to postaviš sebe, svojo intimo, svoj obraz, svoje strahove, postaviš tako na plan, ne, in so zdaj na ogled vsem. Ne. In to včasih ni prijetno, ne. Včasih se pesnik ustraši tega. Ne. Ampak pesnenje je ravno to, pa ne samo pesnenje, tudi pisanje proze je ravno to. Iskren, do krvi iskren biti, ko delaš. Ne smete biti, ko pišeš zgodbo, moraš biti tako iskren, da tisto, kar napišeš, ne bi povedal na glas sam v sebi. Ne znam povedati, ampak ja, mislim, da je to pogoj. Pogoj za ustvarjanje. V gledališču je zelo podobno, ampak drugače. Ne. Pri filmu je to tudi, ne, ker je tam avtor veliko bolj izrazit. Ne. Tako nekako se mi je zdelo. In kadar to nekako nastane, je fajn. Ne nastane vedno, redko kdaj nastane. Ne. Tako da jaz nisem eden izmed tistih pesnikov, ki je bil prepričan, da so vse te pesmi dobre. Ne. Kakšne so samo pot do tistih dobrih pesmi. Ne. Tako, moraš napisati 3 pesmi, zato da potem je 5. mogoče fajn. Ne, tako nekako, ampak tiste pesmi so tudi dragocene, ki so pot do nečesa. Tako nekako se mi zdi. To je verjetno čustveno zelo naporno, ker se mi zdi, v romanu človek razpotegne ta vsa čustva na 200 strani, tukaj pa jih vsako pesem strnite v parih besed. Ja, seveda, to je smisel poezije, da z 6, 7 besedami, ne, ali pa z parimi besedami pove več kot 500 strani dolg roman. Ne. To je, jaz sem preveč gostobeseden, moram priznati, da nisem. Je pa naporno, ja, je naporno, ampak je proza bolj naporna, ne, ker je tudi fizično bolj naporna, tudi več teh, ne vem, zato je bolj realistična. Poezija v tem smislu ni naporno. Katero? Bi še raje kakšno prebral, tako je bilo fajn. Bil sem zdaj v Nemčiji, v Berlinu in tam v enem centru in literarnem in tam so imeli skoraj vsak večer take prireditve, tudi prav tako zelo lepo, ampak to je pa druga navada, ne, moram reči, da oni pa se ne želijo z avtorjem pogovarjati, oni ga pa želijo poslušati, kako bere. In je to smisel, ja, in to tam avtorji so rekel, a še on še vedno bere, ker ne znam nemško, pa sem tam od zadaj stal, so rekli, ja, seveda, zato smo prišli, da ga bomo slišali. 1 uro je bral. So bili zelo navdušeni, gospe so imeli zaprte oči. To je en posebno, tega mi nismo toliko navajeni, pač drugačne. Mi se rajš pogovarjamo, pa tu pa tam kaj preberemo. Ne. Ker najbrž je ena zadeva. Jaz mislim, da pesniki, pisatelji, da redki so, ki so res dobri bralci, se mi zdi, no, ampak kasni so tudi seveda fini, ampak je vse en šarm, ta pesniški glas ali pa pisateljski glas sigurno je nekaj posebnega. Ne. Tako da bi mogoče jaz kakšno pesnico še prebral. Kaj pa vem. Dej, povejte mi, kaj ne preberem. Če bi bil ali pa nikoli več. Kje pa je tista o hčerki moji? O hčerki je pa, mislim, da na 87. Čakajte, bom našla. To zato, ker ima moja hčerka otroka, vnuka, ne? In pa sem še bolj, ja, koliko? 75. Aha, ja, bom to prebral. Kaj naj sporočim svoji hčerki? Izogibaj se množic, pohodile ti bodo obraz. Ne zamujaj, zamujanje ni nobena prednost. Ljubi se, tudi kadar nisi prepričana, da je ljubezen. Ljubljenje kljub vsemu uspešno premaguje zlo. Ljubezen je slepa, zato hodi skozi ogenj, in če bo ljubezen, pojdi skozi ogenj.
Druži se s knjigami, knjige so zveste, knjige čakajo, knjige so okna v preteklost, sedanjost in prihodnost. Kadar vsi kričijo ja, razmisli, kadar vsi kričijo ne, zatuli ne. Pobegni, kadar je preveč tistih, ki so enaki. Zateči se v pesem, tam ne bo odgovorov, samo vprašanja. V njih je skrita skrivnost in to je v glavnem to. A ja, še nekaj. Nekje med vrsticami, med besedami me boš našla. Ja, in med vrsticami in besedami in verzi v pesniški zbirki Samota boste tudi vi našli prenekater odgovor na temeljna življenjska vprašanja. Če po vseh besedah ne preživi ena sama, iz katere nastane svetloba, potem je svet pokrajina peska. Vzemite si besedo, vzemite si knjigo. Dragi gost, v Sloveniji več govorimo, ker želimo, da si poezijo avtorji vzamejo domov. Ampak jaz bi pa vseeno še prebral kakšno pesem. Seveda. A lahko? Seveda. Bom ustal. Nekega dne se bodo v naše grlo izlile vse laži, jalove obljube, vsa izdajstva, hojledri, hojledrom slepega veselja, brezbrižnost in nič ne vidim, nič ne slišim, nič ne čutim. Čeprav bomo stali na prstih kot balerine v Labodjem jezeru, ne bomo mogli preprečiti, da nam ne bi v usta stekel gnoj sedanjosti. Če tudi bomo stopili na stole in potem na mize in se povzpeli na nebotičnike, na najvišje troglave vrhove, nam bo vseeno v usta zmezel ves drek tega sveta, ker smo popustili, ker nismo bili branik, ampak kloaka. Prihodnost. Od prihodnosti ne moremo pričakovati cest brez ovinkov, samoumevnega cvetenja, v pomladi in odpadanja listov v jeseni, niti prijaznega dotika, še manj tišine. Od prihodnosti nikakor ne smemo pričakovati usklajenosti sanj s stvarnostjo granitnih kock. Iz ponavljajočega jalovega hrepenenja ne moremo pričakovati ljubeznivosti. Ni v naravi prihodnosti, da bi bila samoumevno prijazna kot teta, ki obdaruje za praznike. Ni v njeni krvi, da ne bi puščala krvi in se sproti spreminjala v blato sedanjosti, na koncu pa zgnila kot preteklost. Od prihodnosti ne moremo pričakovati prihodnosti, samo debele plasti prahu na lažeh, ki se selijo iz roda v rod, iz časa v čas, kot postan zrak v neprezračeni sobi. So hudo jezne, ne? Ampak, ja, super. Moja domovina. Mesto, kjer tečejo za tabo, ti pa sploh ne bežiš, ne more biti tvoje mesto. Ulica, v katero vstopiš in je ne prepoznaš, ne more biti tvoja ulica. Dom, kjer ne gori ogenj, ampak sveti led, ne more biti dom za tvoje pesmi. Besede, ki ne kažejo poti, ampak zidove, ne morejo biti besede tvojega jezika. Zemlja, ki se črna odpira, namesto da bi cvetela, ne more biti tvoja domovina. Še kakšno preverjam? Dajmo, ne? Kako, če bi kakšno, ja. Eno tako
postljubezensko. Ne morem več piti iz najinih skodelic, ne morem več poležavati v prazni posteli in šteti tišine, ne morem misliti na tvoje prsi, na sled drobnega ugriza v obliki bledega meseca na mojem trebuhu. Ne morem odpreti knjig, ki so jih držala med nama, vsak svojo roko in šepetala verze Hikmeta, Simborske, Šekspirjevih sonetov, Strniše in Kocbeka. Ne morem več čakati, da se premakneš v snu in se lahko potem splazim vate, ne da bi prebudil jutranje sanje. Ne morem več misliti na ponovitve, preveč jih je bilo. Vztrajati moram v samoti dni, ki prihajajo. Ena je pesem, ki jo zdaj iščem. Sem hodil na vaje v opero in sem šel tam prek Kongresnega trga, pa se je pomlad začela. Jaz sem šel pa na vaje, ne? V črno luknjo in še slabe volje sem bil, ker je bilo prezgodaj in tako naprej, ampak 10 ponavadi se začnejo vaje. In ja, ampak imamo pol po noč tudi vaje do 10, pa tako skratka kar. No in sem šel tam in to pesem bi rad prebral. Sam ne najdem, ne. Mogoče pa sploh ni v tej knjigi. Ja, pa ne vem, kako je naslov pesmi. Ne, se bom našel. Ampak bi res rad prebral, ker se mi zdi, da je taka. Aha. Vi se ne spomnite, ne? Ne. Bom povedala po pravici. Ne, priznam. Joj, no ja, nič hudega. Nekatere pač ostanejo, ne? To je tako, kot gremo gledat slike in tam je na ogled, ne vem, 50 likovnih del, ne moremo jih vse pogledati in povzeti, ne? Nekatere nas bolj nagovorijo, to govorim v prid, zdaj sebi, mislim, v opravičilo. Ne, še hujše, da pesnik sam ne ve, kaj je napisal. No, ampak bom pa kakšno drugo. Hodiš in premikaš svetove. Hodiš in premikaš svetove, dolgonoga, ko greš mimo. Tvoj razprt cvet diši. Moški se spreminjajo v konje, znojijo se po gladkih vratovih in ko hlastajo za tabo, da bi te posrkali vase, se ozreš preko ramena, zakazen zapreš cvet. Gledam te v hrbet, dolgonoga, odhajaš med vlažne oblake. Se zavedaš, da spreminjaš svetove poželjivosti v eksplozivno zmes? Se zavedaš, da ti sledimo samo zato, da bi po ljubezni dišali, tako kot ti? Ja, težko je s spominom, težko ga je nabrati v šopek, njegove različne cvetove, zadušene med plevelom. Težko je, ker nisi več prepričan, kaj je spomin in kaj je spomin spominjanja. Težko je narediti seznam prijaznih podob, ne da bi poškodoval preteklost domišljijo, ki je zgolj domišljava laž. Težko je najti pravega sebe v preteklosti. Zato smo si najbrž izmislili pesem. Zdaj pa dost. A je dost? Lahko pa še? Joj, to pa ne znam. Ampak, kadar delam opero, se včasih toliko ponavljamo, da tudi kaj znam, ja. Ampak, ne znam, žal ne znam. Ne, pa vse je dost, ne. Še eno.
Ja, tisto, jaz se iščem. Po besnelu iščem. Čist možno pa, da še nisem napisal. Ja. Našel sem. April je najbolj krut mesec. To je vers iz Ternsa Eliota. Ternsa Eliot. April je najbolj krut mesec, se začne. To je, in pa se čez celo pesem ponavlja. Taka, zelo dobra, Veno Taufer prevedel. Taka, zelo dobra poezija. Ta ni tako dobra, ampak pomladna. Preko kongresnega trga na poti v opero. Marec je najbolj vodoraven mesec, brez mask na obrazu in brez nedrčkov pod bluzami. Že sedijo naslonjene na platane, vodoravne, ne zate, ne zate. Od dišečega pregiba navzgor so prelomljene pod pravim kotom in se vzpenjajo naravnost proti krošnjam, ki brstijo kot njihova naročja. Ne zate, ne zate. Čokoladni gumbki pa jim radovedno štrlijo, medtem ko one zamaknjeno vtipkavajo marčevska ljubezenska sporočila. Ne zate, ne zate. Ko greš mimo in pobesnelo švrkaš z očmi, kot pohotni starci iz rimskih komedij, one pa se pripravljajo kot marec, da bodo zvečer legle še bolj vodoravno in se potem sladko predramljale s tanko vlažno sledjo na koži in z okusom semena na ustnicah. Prav zato se smehlja marec, najbolj vodoraven mesec. Ne več zate, ne več zate.